prav lepo pozdravljeni. V nedeljo je v Trbovljah potekal drugi krog županskih volitev. Za mesto trbovljskega župana sta se potegovala dva kandidata, Jasna Gabrič in Borut Dolanc. Volivce je prepričala Jasna Gabrič, ki je prejela 55,21% glasov. Njen protikandidat Borut Dolanc pa 44,79%. Za izjavo smo zaprosili oba kandidata, vendar se Borut Dolanc našemu povabilu ni odzval. Smo se pa pogovorili z Jasno Gabrič, dosedanjo podžupanjo, ki bo dolžnost županje prevzela v začetku novembra. Za nami je drugi krog lokalnih volitev, ki se je za vas uspešno končal in če se ne motim, kmalu vas čaka že začetek novega mandata. Res je. Najprej hvala vsem volivcem in volivkam, ki so meni pa tudi moji ekipi zaupali svoj glas. Uradno bomo začeli, torej, ko bomo potrjeni na občinskem svetu, to bo predvidoma 3. novembra, torej naslednji dan pa nastopim funkcijo županje. Še enkrat res, tole nas je, bom rekla, da presenetilo, ampak vlilo veliko zagona, pa tudi zaupanja, ki so nam ga izkazali naši volivci in volivke za nadaljnje delo. Pa že veste, kaj bodo vaši prvi koraki? Prvi koraki, jaz pravim, so vedno takšni. Najprej je treba narediti svojo ekipo takšno, ki bo lahko dobro delala, ki bo, bom rekla, usklajena ali pa uglašena. To je moj prvi korak, ampak to ne pomeni, tako kot si nekateri razlagajo, zdaj bo pa kar polovico odpustila, daleč od tega. No, tudi na naši občini so ljudje, ki zelo dobro delajo, pa bi lahko še bolje, če jih bomo znali v pravo smer usmeriti. To je prva stvar. Zdaj se že pripravljamo torej tudi na to prvo sejo in prvo, kar nas bo čakalo, je sprejetje proračuna, predloga proračuna za prihodnje leto. Sicer tukaj se še ne bo tako čutil naš vpliv, zdaj na novo izvoljenih, se je zelo kratek čas te priprave, bo bolj še nekako cev tega zadnjega dela 4 let, vendar kljub temu je to precej zahtevna naloga. Toliko zaenkrat do konca leta, da se preštejemo, da pogledamo kaj in kako naprej, potem pa je to, bo pa treba delati in skupaj držati. Ja, prioritet bo kar nekaj, ne? Glede na to, da ste tudi sami še mladi, verjetno boste tudi mislili na mlade, da ostanejo, da se zaposlijo, da ostanejo doma. Ja, jaz bom tako rekla, najprej velik izziv in bom rekla skoraj, da že kar socialna bomba je, če se nam bo zgodil TET, torej likvidacija. Tukaj bo potrebno še veliko napora, dogovarjanja, tudi v povezavi z Ljubljano. Sicer pa, kar se drugih projektov tiče, tako kot smo jih takrat zapisali, mesto popeljati naprej, tudi kar se stanovanj tiče, tudi kar se same urejenosti tiče in potem aktivno nastopiti v pogovorih z vsemi tistimi, ki pokažejo iniciativo tega, da bi želeli ustvarjati in delati v Trbovljah. To so prve zadeve, ki jih bo treba urediti. Za vse ostalo pa se vidite sami, izzivi prihajajo konstantno, če si vpet v to delo in delaš kar naprej, ti dela ne zmanjka. Zdaj pa v občinskem svetu, kako pričakujete, bo sodelovanje z SDS-om in ostalimi dobro potekalo? To bo odvisno predvsem od njih, z moje strani predvsem odprto in za sodelovanje z ostalimi, za dialog. Jaz upam, da ne bo tukaj kakšnih starih zamer ali pa kakšnega revanšizma zaradi izida volitev. Želim si, da smo in upam, da smo toliko pametni, da v Trbovljah nimamo časa več izgubljati za takšne stvari in da bo res treba stopiti skupaj. Jaz se zavedam, da vsega jaz ne vem, tudi moja ekipa ne, zavedam se tega, tudi nasprotniki vsega ne vedo, zato bi bilo pa prav, da če se le da čim bolj skupaj in da sodelujemo, konec koncev je to beseda, ki se je v predvolilnem času zelo pogosto pojavljala, tudi predvsem strani drugih. Moja vrata so odprta in si bom prizadevala za to, če bo le v moji moči, da bomo sodelovali, je pa seveda, tako bom rekla, za sodelovanje sta vedno potrebna dva. Torej računate na pozitivno opozicijo? Ja, jaz računam na to, ali pa celo tako bom rekla, gledala bom bolj ljudi, želim si iti mičke nadstrankarsko, vsi so rekli, da si želijo vse dobro za dobrobit Trbovelj. Jaz tudi upam, da če imajo obljube, kot so bile odprtje takih in drugačnih podjetij, da bodo to še vedno pripravljeni izpeljati, glede na to, da sami živijo v Trbovljah in glede na to, da, kot so sami rekli, nam v celem mestu želijo samo najboljše.
Zmage svoje hčerke sta se takole razveselila tudi njena starša, ki sta bila v času volitev na izletu Društva invalidov Trbovlje na Korčuli. Več o tem prijetnem izletu bomo objavili v naši naslednji oddaji. Poročilo bo za nas pripravila udeleženka izleta Teja Repovž. V nadaljevanju si bomo najprej pogledali, kaj se je dogajalo na 2 konstitutivnih sejah novoizvoljenega občinskega sveta. V ponedeljek je v Zagorju potekala konstitutivna seja občinskega sveta. Po 15b členu zakona o samoupravi jo je na začetku vodil najstarejši izvoljeni občinski svetnik Anton Benko. Slednji je po uvodnem pozdravu predlagal, da sejo v nadaljevanju vodi izvoljeni župan Matjaž Švagan, kar so vsi svetniki soglasno sprejeli. Ugotovili so, da je navzočih 24 od 25 svetnikov, ena svetnica pa je odsotnost opravičila. V nadaljevanju je Gregor Brinovec namesto odsotnega predsednika občinske volilne komisije Saša Ostrožnika podal poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta in za župana občine Zagorje ob Savi. Predložil je poročila in potrdila o njihovi izvolitvi za potrditev mandatov. Za slednje so imenovali komisijo s predsedujočim Mitjo Adamletom in članoma Anico Ulemaček in Bojanom Simončičem, ki je poročila in potrdila pregledala ter ugotovila, da se lahko mandati potrdijo. Občinski svet je to soglasno storil. Potrdili so tudi mandat županu in ugotovili, da s tem Matjažu Švaganu preneha mandat občinskega svetnika. Nato so sprejeli sklep o spremembi poslovnika in statuta glede nekaterih odborov v občinskem svetu, kar so svetniki po hitrem postopku sprejeli. Sledil je prvi nagovor župana Matjaža Švagana v novem mandatu. Po njem so še določili število članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svetnica Marija Ribič je nato čestitala prisotnim kolegom in izrazila željo po skupnem delovanju v dobro vseh občanov. Županu smo po končani seji zastavili nekaj vprašanj. V svojem nagovoru ste izrazili željo po koaliciji znotraj Zasavja. Katere so temeljne točke, pri katerih menite, da boste lahko z gospodom Miranom Jeričem, torej hrastniškim županom, in z novo izvoljeno trbovljsko županjo gospod Jasno Gabrič dobro povezano sodelovali? Ja, jaz mislim, da je prišel dan, ko je nujno potrebno, da vsi trije župani rečemo, kot smo mi imeli in imamo zapisano v stranki Gibanje za napredek Zasavja, da ta naziv vsi trije prevzajemo in da res enotno nastopimo predvsem pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Sam bom predlagal tudi posebni zakon za Zasavje na račun zapiranja termoelektrarne in pa rudnika Trbovlje in Hrastnik. Kot je zakon za Prekmurje, mora prav tako biti zakon za Zasavje in to bo moja pobuda, ki bo vsekakor zgodovinska, da dajemo eno novo moč in energijo v Zasavju. In ne smemo se šteti Trbovljčani, Hrastničani, Zagorjani, ampak moramo reči, mi iz Zasavja zahtevamo to pa to. In tukaj sem pripravljen maksimalno užiti svojo energijo in pa moč, predvsem pa na prvo mesto postaviti človeka, naravo in nihče ne sme na račun kapitala izkoriščati Zasavja iz naslova onesnaževanja okolja. In prepričan sem, da vsi trije lahko to zmoremo v tem mandatu. Spregovorili ste tudi o urejanju mestnega jedra in pa muzeja, da tu še ni strani države zagotovljenih financ. Kdaj mislite, da se bo to realiziralo? Mi smo še od prejšnje vlade dobili sklep za mestno jedro in muzej v višini okrog 2,9 milijona evrov nepovratnih sredstev. Vendar pa vsaka nova vlada, ki pride, začne neko novo politiko vladanja in s tem postavlja v čuden položaj župana, občinski svet, Zagorsko dolino. In jaz upam, da bo vlada gospoda Mira Cerarja spoštovala sklep ministra Metoda Dragonjo in zagotovila sredstva v letu 2015 za izvedbo teh 2 projektov kot uspešne občine Zagorje, ki je pridobila največ sredstev iz ostanka sredstev na nacionalnem nivoju.
in verjamem, da pravna država še obstaja. Koliko pa tega ne bo, pa moram reči, da bodo vsa prizadevanja za naprej vedno vprašljiva. Najlepša hvala, gospod župan, in veliko uspeha še naprej. Hvala tudi vam in hvala, ker nas spremljate v pozitivnih zgodbah, kot tudi v vaših kritikah, ki pa nam daje vedno moč in energijo, da stvari popravljamo na bolje. Hvala. Po tej oddaji si boste lahko ogledali oddajo Gost tedna, v kateri bomo gostili direktorja občinske uprave Rudija Medveda. Ta bo med drugim spregovoril tudi o projektih, ki se jih je v izjavi dotaknil tudi župan Matjaž Švagan. V Ivančni Gorici pa je konstitutivna seja občinskega sveta potekala v sredo. Vodila jo je najstarejša izvoljena občinska svetnica Marija Vrenčur. Na začetku so člani moškega pevskega zbora Ambrus zapeli slovensko himno. Nato je novo izvoljeni občinski svet potrdil navzočnost 21 občinskih svetnikov, od tega 11 svetnic. V nadaljevanju je predsednica občinske volilne komisije Elizabeta Žgajner podala poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta in za župana občine Ivančna Gorica. Predložila je poročila in potrdila o njihovi izvolitvi za potrditev mandatov. Za slednje so imenovali 3-člansko komisijo s predsedujočim Alojzem Šinkovcem, za člana pa so imenovali Kristino Zadel in Milana Jevnikarja. Komisija je poročila in potrdila pregledala ter ugotovila, da ni bilo nobenih ugovorov ali pritožb, zato se smejo mandati potrditi. Občinski svet je sprejel sklep o izvolitvi Dušana Strnada za župana. S tem mu je prenehal mandat občinskega svetnika. Njegovo mesto v občinskem svetu je tako zasedel Janko Zadel. Župan je nato nagovoril občinski svet, podal slovesno obljubo, čemur so sledili še občinski svetniki svojo zaobljubo. Slovesno obljubljam, da bom po svojih najboljših močeh zakonito in vestno opravljal zaupano funkcijo v dobro občank in občanov občine Ivančna Gorica. Župana, ki je že v prvem krogu prejel skoraj 82% podpore svojih volivcev, smo povabili tudi pred naš mikrofon. Gospod župan, čestitke za ponovno izvolitev. Ste računali na tako visoko podporo? Ja, hvala lepa za čestitke. Jaz sem iskreno povedano računal, da bom izvoljen v prvem krogu. Imel sem tudi dober občutek glede rezultata, vendar me je tako visoka podpora na svoj način presenetila. Je pa to seveda dodatna zaveza, ki sem jo dal volivke in volivci za delo v tem mandatu. Katere naloge so pa tiste prve, ki vas zdaj čakajo v začetku mandata? No, zdaj, ko enkrat situacija v primeru te izvolitve, druge izvolitve drugačna, kot je bila prvo, ko smo pač morali vse zastaviti na novo. Zdaj je delo utečeno, načrti se izvajajo in pravzaprav, če malo prispodobi, tam, kjer sem v petek končal, sem v ponedeljek tudi nadaljeval, tako da tudi kakšnega posebnega slavja glede po izvolitvi ni bilo, ampak smo že delo resno zastavili in teče tako, kot pač mora. Trenutno največja investicija v naši občini, pa tudi širše na Dolenjskem, šola, vrtec in pa dvorana v Zagradcu. To je več kot 5-milijonska investicija, v glavnem se financiramo iz lastnih sredstev. Del bomo dobili tudi iz tega 8. razpisa, ampak velika večina iz lastnih sredstev in to seveda terja maksimalno angažiranost vseh, ki skrbimo za to investicijo. In lahko rečem, da teče normalno v skladu z terminskim planom in da bodo otroci lahko šli v to šolo že s prvim polletjem tega šolskega leta. Drugače pa bomo seveda nadaljevali na projektih, ki naj bi našo občino uvrstili na turistični zemljevid in na ta način pripomogli k odpiranju novih delovnih mest.
Odprtje nove industrijske cone je ena izmed naslednjih naših nalog, ki se mora čim prej mogoče realizirati. Gradnja druge komunalne infrastrukture, od kanalizacije do vodovodov. Seveda pa bomo nekoliko osvežili tudi razvojni načrt in temu primerno delali tudi v prihodnje. Občinski svet je po prvem uradnem fotografiranju odločal o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Sledili so predlogi ter sklep, da bo glasovanje o tem tajno. Za predsednika omenjene komisije so tako izglasovali in potrdili Janeza Mežana. Več o prvi seji hrastniškega občinskega sveta pa v naslednji oddaji. Europark. Sedaj že zelo poznano zbirališče ne samo zasavskih rekreativcev in družin, je dobil nov kamenček v mozaiku podobe, ki ga krasi. V Europark je namreč priplula ladja Argonautek. To seveda ni prava ladja, temveč otroška igrala v obliki gusarske ladje. Že pred samo uradno otvoritvijo, ki smo jo spremljali, so se na ladji z največjim veseljem zabavali najmlajši. Na dan otvoritve pa jih je zabaval čarovnik Grega. Njegove čarovnije so zabavale starše in otroke vse do prihoda župana Matjaža Švagana, ki je ladjo tudi uradno predal otrokom. Po splavitvi Argonautka je za našo televizijo povedal. Ja, sama ideja za ladjo Argonautek, to je nadaljevanje zgodbe, ko smo pričeli z izgradnjo čistilne naprave v Zagorju in je tudi dali kot v zaščitni obod, ki naj bi predstavljal ladjo Argonautov. Znano je, da na tem mestu so se ustavili Argonauti, Jazon in Medeja, in tudi na podlagi tega je potok Medija imelo in dobilo ime po Medeji, kjer se je umila svoj obraz, in to zgodbo nadaljujemo z otroško ladjo Argonautek v Europarku, ker želimo vse generacije vključiti v to zgodbo Argonautov, ki so svetovno znani kot tisti, ki so tudi spominjali zgodovino v slovenskem kot širšem svetovnem prostoru. Prijetno sobotno dopoldne so posladkale še palačinke vrtca Zagorje in porcija kokic, ki so jih lahko otroci in spremljevalci pojedli ob kratkih premorih med igro. Veselje otrok se bo na novi pridobitvi nadaljevalo skozi celo jesen. Sledijo kratki oglasi. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse, kjer dobite vse, kjer dobite vse, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. V kulturni center Litija je na približevanja 15. oktobra prišel Miha Istenič iz znane vinarske družine. Nadaljuje tradicijo, ki jo je na Bizelskem začel oče Janez, ki je leta 1968 ob rojstvu hčere Barbare izdelal prvo penino in jo po njej tudi poimenoval. Penina je zorela 9 mesecev, zato praznuje letos 45. obletnico. Janez Istenič je magistriral na biotehniški fakulteti, izkušnje o penečih vinih pa je nabral na 6-mesečni praksi v Šampanji. Danes pridelujejo več penin, med drugim penino z okusom breskve Desiree, ki je med nežnejšim spolom še posebej priljubljena. V zorilnici imajo na ležanju 350 tisoč steklenic, na leto jih prodajo 130 tisoč. Čas ležanja traja od 18 do 60 mesecev. Izjemni uspehi vinarske družine Istenič se kažejo tudi v širjenju na tuje trge, saj so prisotni že v 23 državah.
Miha Istenič je v skrivem pogovoru nanizal vrsto zanimivosti. V družini so vsi športniki, oče je bil nogometni vratar pri Olimpiji, mama plavalka, profesorica športne vzgoje, sestra reprezentantka v golfu, sam pa je igral ameriški nogomet. Zaradi poškodbe se je športna pot končala. Bil je član ljubljanske zasedbe Psi, pozneje njihov menedžer, pa organizator koncertov za mnoge jugoslovanske skupine, na turnejo je odšel tudi z Lajbahi. Potem je počasi prevzel posle v domačem podjetju. Kot zanimivost je povedal, da je začetna cena slovenske steklenice penine na aukciji v Londonu 1964 €. Poprašali smo ga, kako je slabo vreme vplivalo na letošnjo letino. No, vsekakor zgodne sorte so bile relativno fine in nismo dosegli tehnološko zrelost, ki jo rabimo. Medtem ko pri poznih sortah smo imeli pa kar veliko problemov, no, ampak mislim, da smo tudi skupaj z našimi prijatelji šampanje, ki so nam tudi svetovali, ker oni imajo take primere večkrat, smo nekje rešili zadevo in imamo lep pridelek in tudi nekje, rečemo, umirjene kisline, ker bo letos velik problem. Bliža se martinovanje, dejali ste, da šampanjci oziroma peneča vina imajo pa čisto drugi datum, ko dozorijo. Kdaj je to? No, v bistvu osnovno vino dozori prav tako v istem nekje obdobju, medtem ko nekje mi moramo pač še vino odležati, mora vino toliko dozoreti, da je primerno za penino. Takrat, ko vidimo, da je pač vino primerno, takrat gre v steklenico, načeloma pa vedno nekje tam začnemo nekje v januarju in potem naprej do oktobra. Govorili ste tudi o prodoru na tuje trge, 23 tujih trgov, to ni majhna številka. Na katere trge ste pa še posebej ponosni, da vam je uspel preboj? No, v bistvu je vsak trg je po svoje zanimiv. Tukaj so veliki trgi, so vedno zanimivi, ker pač to vedno daje neko konotacijo posameznemu podjetju. Manjši trgi so ravno tako zanimivi, kajti tudi tam se treba potruditi, ravno tako kot na velikih trgih. V regiji je zelo pomembno, da ostaneš, kajti tukaj je bila le nekje naša skupna država nekoč in tudi tukaj je fino, da te ne pozabijo. Tako da v bistvu, pa recimo zanimivo je to, da zdaj štartamo tudi v Nigerijo. Upam, da ebola ne bo pokosila naših pivcev, ampak malo šalo na stran. Tudi to je zanimiva zadeva, da enostavno gremo za penino v Afriko, kar ne gre, po mojem še meni naredil. Ste že kot mlad študent ali kot fant vedeli, da boste sledili očetovim stopinjam glede vaše poklicne poti? Ne, tega si sploh nisem predstavljal. Jaz sem takrat mislil, da bom ostal predvsem v športu. Ta dela mi je nekako tako bila fino, kajti fino sem se počutil, ko sem se pač športno udejstvoval. No, potem je prišla pač ta poškodba, pa pol konec kariere, pa potem nekako pričakovanja, ki so se nekje izjalovila. Ni bilo to tisto, kar sem mislil, da bom za študijem dosegel. No, potem sem šel v to panogo, kateri še danes uživam. In kot pravi moj prijatelj iz Matuško, iz Hrvaške, pravi, ja toliko volim ovaj posel, da bi platil, da mogo da ga radim. Gospod Istenič, hvala za pogovor in veliko uspeha še naprej. Hvala tudi vam, hvala. Rudolf Badjura, ki je tesno povezan z Litijo in Kisovcem, bi se nedvomno zaslužil več pozornosti, kot mu je namenjamo v sodobnem času. Po rojstvu najmlajšega sina Metoda 1896. leta se je družina Badjura iz Litije preselila v Kisovec pri Zagorju. Rudolf Badjura je začetnik turizma na Slovenskem, avtor smučarskih in planinskih vodnikov. Bil je vojak v Prvi svetovni vojni in majstrov borec. Litijski planinci so spomin nanj ohranili z lokalno planinsko potjo, uradno odprto 30. junija 1974. Badjurova krožna pot je skoraj 100 km dolga pot po obronkih litijske občine in njeni okolici. V torek so v Litijski knjižnici v sodelovanju s Planinskim društvom Litija pripravili spominsko slovesnost, kjer so spregovorili o poti, o presežkih posameznikov, ki so pot prehodili več kot 150-krat, pa strnjeno v 24 urah in podobno. Na ogled so bili akvareli družine Smolej, stari planinski predmeti, Badjurove knjige in dnevniki Badjurove krožne poti. V polni galeriji knjižnice so planinci lahko prisluhnili avtorju prvega dnevnika krožne poti Vinku Damjanu, ki se prireditve zaradi bolezni ni udeležil.
Posnel ga je predsednik planincev Roman Ponepšek. Spomini prežet večer je z igranjem na harmoniko popestril Matjaž Hostnik. Poslanke in poslanci v Državnem zboru z področja Zasavja ter župani 3 zasavskih občin so v sredo predsedniku slovenske vlade dr. Miru Cerarju poslali pismo o težavah v povezavi s termoelektrarno Trbovlje in nezavidljivem položaju visoke brezposelnosti in brezperspektivnosti, v katerega je regija že dalj časa ujeta. Na premierja se obračajo s prošnjo, da bi jih sprejel na sestanek, na katerem bi našli možne rešitve za 160 zaposlenih v termoelektrarni ter za sprejem ukrepov, ki bi gospodarsko in socialno sliko Zasavja izboljšali. Pri tem poudarjajo, da si želijo trajnejših rešitev in ne le tako imenovanih gasilskih akcij, ko postanejo objave medijev že preveč moteče za verodostojnost vlade. V Zagorju se je prejšnji petek odvijala zaključna prireditev vseslovenske humanitarne akcije Jaz ti mi za Slovenijo, ki jo je organiziralo društvo Tandem iz Zagorja. Učenci osnovnih šol iz vse Slovenije so med 1. in 30. septembrom zbirali odpadne pločevinke, društvo pa je sredstva, ki jih je dobilo z njihovo prodajo, namenilo Splošni bolnišnici Trbovlje za nakup inkubatorja. V akciji je sodelovalo 44 slovenskih šol. Zbranih je bilo 3000 evrov. Najlepšo skulpturo Minka Pločevinka so iz odpadnih materialov ustvarili učenci osnovne šole Roje iz Domžal, drugo podružnična osnovna šola Svibno, tretjo pa osnovna šola Tončke Čeč iz Trbovlj. Največ pločevink so zbrali na dolenjski osnovni šoli Prevole in tako osvojili nagrado ter prehodni pokal. Prireditve se je udeležila tudi igralka Tanja Ribič. V kulturnem programu so nastopili Big Band, ki ga je še zadnjič vodil dirigent Peter Kudar, mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, učenci osnovne šole Toneta Okrogarja iz Zagorja in drugi. Jeleno Jerin, predstavnico društva Tandem, smo ob zaključku akcije zaprosili za kratek komentar. Sodelovalo je 44 osnovnih šol, kar pomeni okrog 12 000 osnovnošolcev. Seveda pa tukaj ne smemo pozabiti tudi na celotno ekipo, ki je stala za nami. Tukaj so naši ambasadori, tukaj so naša podjetja, pokrovitelji, ne nazadnje tudi občine. Tako da smo v bistvu izredno veseli, da so prepoznali pomembnost te akcije in so se nam pridružili. Predvsem moram tukaj izpostaviti 2 partnerja, brez katerih akcije ne bi bilo. To sta podjetje Unirek d.o.o. in pa seveda močni združenji Rdečega križa Zagorje in pa Trbovlje. Podpirajo pa akcijo so podprle tudi zasavske občine. Kako so se pa odrezale zasavske šole? Pravzaprav so se kar lepo, čeprav zmagovalka je med manjšimi šolami. Zdelo se nam je pravično, da naredimo tekmovanje v tem smislu, da zmaga tista šola, katere učenci so na posameznega učenca zbrali največ pločevink. No, rekli smo že, da je to ena od nizu vaših akcij. Kaj pa za naprej? Verjetno imate že kar nekaj v načrtu. Ja, ampak pustimo tokrat se še malo presenetiti. No. Sicer pa upamo, da bo ta akcija Jaz ti mi za Slovenijo postala tradicionalna. Zato smo tudi letos nagrajeni šoli podelili prehodni pokal. Še naprej ostajamo pri dobrodelnosti. Za socialno podobo v Zasavju bi lahko rekli, da ni blesteča, prej nasprotno. Vendar pa je ravno zaradi te podobe verjetno solidarnost toliko večja. Ob svetovnem dnevu hrane je Zagorski Rdeči križ, podobno kot druga slovenska združenja, organiziralo dobrodelno akcijo z imenom Drobtinica. Več o sami akciji nam je povedala predsednica območnega združenja Rdečega križa Zagorje, Metka Podpečan. Letošnja Drobtinica je jubilejna, že 10. po vrsti in to je akcija, mednarodna akcija Rdečega križa, s katero obeležujemo 16. oktober, to je Svetovni dan hrane. Moram reči, da smo letošnjo leto res prijetno presenečeni in izredno veseli, ne samo, da nam izredno služi vreme, tudi obisk je izjemen. Na obeh lokacijah, torej na tržnici Poduro v Zagorju ob Savi, kjer smo, in seveda pred supermarketom Špar v zgornjem delu Zagorja, kjer je pač naša druga stojnica.
Resnično smo zelo veseli, kajti dobili smo kar 300 kg kruha, 300 kg pekovskih izdelkov in pa seveda tudi peciva in drugih stvari, ki jih zamenjujemo za prostovoljne prispevke. S tem nabranim denarjem, torej zbranim denarjem, pa bomo sofinancirali šolsko prehrano otrokom iz socialno ogroženih družin. Seveda ta denar, ki je zbran v Zagorski občini, tudi ostane v Zagorski občini in to razdelimo med vse 3 osnovne šole in tudi šolo s prilagojenim programom, tako da poskušamo nekako olajšati in omiliti socialno stisko tistim, ki se jih seveda najbolj dotakne in ki so seveda v teh časih tudi najbolj prizadeti, in to so otroci. Zato bi se zdaj na tem mestu v imenu Rdečega križa Zagorje in tudi seveda v imenu Rdečega križa Slovenije iskreno zahvalila vsem donatorjem, vsem, ki nam vsako leto prisluhnejo, ker moram povedati, da nekateri donatorji so z nami že od samega začetka, torej že vseh 10 let, in pa seveda vsem vam, drage Zagorjanke, Zagorjani, ki darujete vsako leto, ki se odzovete našim akcijam in ki ste sočutni in ki pomagate. Iskrena hvala vsem in seveda iskrena hvala tudi ETV-ju iz Kisovca, ki nas vsako leto spremlja, nas pride pozdraviti, naredi prispevek in seveda spremlja tudi vse naše druge akcije. Hvala lepa. Mi smo obiskali obe točki in opaziti je bilo, da so občani z veseljem darovali denar. Organizatorji so v enem dopoldnevu zbrali 1100 evrov, ki so jih enakovredno razdelili vsem 4 osnovnim šolam v Zagorski občini. Navajeni ste že, da na naši televiziji redno poročamo o največjem zagorskem projektu, to je o izgradnji čistilne naprave. Tokrat smo malce pogledali v bližino, kjer prek mostu čez reko Savo napeljujejo cevi, ki bodo direktno priklopljene v samo napravo. O napredovanju del smo povprašali vodjo oddelka za gospodarske javne službe Iva Vrtačnika. Izgradnja kanalizacije v mestu Zagorje se približuje točki, ko bomo priključevali vse odjemalce na glavni kolektorski sistem Zagorja, vključno z povezavo javne kanalizacije preko Save na mostu gor vodno z priključitvijo na samo čistilno napravo. Trase posameznih kanalov so bile določene z projektno dokumentacijo in omejitvijo v prostoru, tako da po skupni uskladitvi vseh terminov je predviden, da bi vso kanalizacijo mesta Zagorje priključili na čistilno napravo in s tem tudi pričeli s poskusnim obratovanjem 25. decembra letošnjega leta. V tem času v teh dneh smo tudi obvestili posameznike, uporabnike javne kanalizacije o obveznostih, ki jih morajo izvesti, zato da bo izpolnjen pogoj neposrednega odvajanja odpadnih voda v sistem javne kanalizacije z opustitvijo greznic, tako v individualnih stanovanjskih hiših kot v večstanovanjskih objektih. Sam objekt čistilne naprave se počasi približuje svoji končni podobi. Pogledali smo v drobovje, kjer se zaključujejo strojna in elektroinštalacijska dela. V večini prostorov je oprema že nameščena. Manjkajo še oprema za laboratorij in za nekaj manjših prostorov, ki niso direktno povezani z delovanjem čistilne naprave. Naš sogovornik je povedal še. Na objektu čistilne naprave prihajamo v fazo neposredne fine inštalacije in priklapljanja posameznih segmentov tehnične tehnološke opreme, tako v strojnem in elektrosmislu. Sama čistilna naprava, tako kot sama kanalizacija, bo dokončana za prevzem odpadnih voda 25. decembra, ko bo začelo tudi poskusno obratovanje. V začetku novembra pa bomo izvedli tehnični pregled ter preverili ves monitoring in ves tehnološki postopek izvajanja aktivnosti na čistilni napravi. Do tega časa smo preizkusili vse vitalne dele objekta, vodotesnost samih SBR bazenov, urejuje se tudi zunanja ureditev se zaključuje. V teh dneh, predvidevam do konca tedna, bo tudi asfaltiranje zunanjih površin in bo s tem objekt pripravljen, kot rečeno, za tehnični pregled in neposredno poskusno obratovanje prevzema odpadnih voda.
V prihodnjih dneh lahko pričakujemo pospešena dela v Kisovcu, kot tudi pri tehničnem prevzemu objekta čistilne naprave, o čemer vas bomo kot ponavadi obveščali. Danes nam je stanovalec stanovanjskega bloka na Izlakah poslal fotografije, ki so bile posnete že pred časom, a je bilo stanje tako tudi danes. Stanovalec sprašuje občinsko upravo oziroma urejevalce parkovnih površin, kdaj bo zadeva urejena. Nenazadnje je povsem blizu tudi otroško igrišče. To je z moje strani za danes vse. Že čez nekaj trenutkov pa se nam bo pridružila osnovnošolka iz Hrastnika. Ostanite z nami. V okviru izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo smo se učenke osnovne šole Narodnega heroja Rajka Hrastnik v sredo 15. oktobra ogledali studio lokalne televizije ETV. Odpeljale smo se na Loke pri Zagorju, kjer ima v prostorih podjetja EVJ Elektroprom svoj sedež tudi lokalna televizija. Prijazno nas je pričakal odgovorni urednik Igor Gošte. Ko smo se vzpenjale po stopnicah, smo videli steno, na kateri je bilo razstavljenih ogromno fotografij. Na njih so bili gostje, ki so kadarkoli obiskali ETV. Med njimi je bilo kar nekaj pomembnežev, na primer dr. Danilo Tirk, dr. Janez Drnovšek, Miran Jerič, Tanja Žagar, Peter Kauzer in mnogi drugi. Zatem smo se odpravili v studio, kjer snemajo oddaje, kot so informativna oddaja 7, Skok v šport, Veter nosi pesem mojo, Minute za kulturo, Dobro je vedeti in druge. Na to smo zastavili veliko vprašanj. Urednik je naše znanje preveril z nagradnimi vprašanji o ETV in 3 učenkam podelil praktične nagrade. Spoznali smo tudi TV voditeljico Anjo Šircelj. Nazadnje smo si ogledali še prostor, v katerem tehnika oblikuje ta sliko in ton, ter kjer dokončno oblikujejo posamezno oddajo. To je bilo v tokratni informativni oddaji vse. Lep večer še naprej.